če bo uvedeno služenje, obvezno služenje vojaškega roka, boste imeli mladi vsej možnost dobiti stalne zaposlitve. To je ta glavni problem in tukaj zelo jasno vidimo iz tega primera, pa marsikaj primer bi še lahko najdel, kako gre sta v bistvu neoliberalizacija in razpad socialne države z roko v roki z oboroževanjem. To je sam še en način plenjenja strani kapitala oziroma pač ultra bogatih, živimo, lahko bi rekli, v avtokraciji kapitala, kjer v bistvu na eni strani najprej poberejo, privatizirajo zdravstvo, šolstvo, lahko še kaj pričakujemo, na drugi strani nas pa potem, ko smo nekako obubožani ali pa bomo vedno bolj in nimamo drugih opcij za pač, ne vem, kvalitetne zaposlitve ali pa visoke štipendije, v smislu štipendije za neko to vojaško štipendiranje je veliko bolj financirano, kot štipendije za, ne vem, neke dejansko družbeno koristne poklice ali medicinske sestre, socialne delavke mogoče. In je to sam način, naredimo ljudi revne, da bojo potem šli umirati za nas na fronte. Čist malo dramatično, bolj poenostavljeno, ampak konc koncu pod črto je to.